Kdaj ste bili nazadnje pri zobozdravniku? Ni preventivni pregled samo, da iščemo neko novo luknjico, iščemo nov karies. Ali so stomatologi motivirani za preventivne preglede? Smo. Zobozdravnik Krunoslav Pavlović iz Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice. Je zdrav nasmeh predvsem zrcalo našega sistemskega zdravja. Gosti generalnega sekretarja Zveze organizacij pacientov Slovenije Gregorja Cuzaka. Nas zelo skrbi, da je stanje zobovja po merjenju, koliko zob ostane starejšim v čeljustih, zelo slabo. Zobozdravnika Tomaža Ivanušiča, ki je že 2-krat sodeloval v projektu odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. Tudi kakšne hujše zadeve, kot je rak ustne votline, lahko ravno zobozdravnik prvi opazi. In Petra Novaka, direktorja podjetja, ki med drugim izobražuje o ustnem zdravju. Če nas je 2,1 milijona, bi nekako prek palca rekli 8 milijonov ščetk bi naj bilo v Sloveniji porabljenih, pa jih ni, nekaj čez 5 milijonov. Kako pomembna je preventiva v zobozdravstvu? Se ne izkazuje zgolj pri zobeh, ampak dejansko se tiče celotnega telesa. Vsi vejo, 2 minuti moram ščetkati, ampak 2 minuti sta zelo dolgi. Manjšim pacientom rečem, daj si najljubšo pesem, pa medtem ko pesem igra, si ščetkaj zobe. Zakaj so redni obiski zobozdravnika bolj nujni, kot se zavedamo? Ko pride k zobozdravniku, ko pacient odpre usta, v bistvu pokaže marsikaj. Bi mogli vsi skupaj kot družba zmanjšati ta strah, da pride k stomatologu, ampak povečati to željo. Jaz želim tja. Je šla isti dan ena pacientka s 7 različnim zobozdravnikom po isto preveriti, da če bomo vsi isto povedali. In kaj se zgodi, če za ustno zdravje ne skrbimo? Imamo 8 zob v ustih pri 80 letih. In cilj Svetovne zdravstvene organizacije je bil vsaj 20 zob v ustih pri 80 letih. Bomo z več pregledi našli več kariesa, morali bomo rešiti več težav, da je to naš vložek v zdravje generacij, ki bodo sledile šele čez 5 ali 10 let. Zobozdravnike nas skrbi stanje ustnega zdravja v Republiki Sloveniji. Zato smo se v preteklosti nekako samoorganizirali in začeli določene projekte, za katere se nam je zdelo, da so zelo pomembni in lahko doprinesejo k zavedanju pomena ustnega zdravja našim državljanom. In en od takih projektov je bil pred 4 leti dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij. Skozi leta so se nam pridružili seveda številni partnerji, tako kot vi, in bi vas danes prosil, da se mogoče predstavite in pa, če nam poveste, kaj je bila tista vaša motivacija, zakaj ste se priključili temu projektu in na kakšen način pravzaprav pripomorete k izvedbi samega projekta. Peter, mogoče. Jaz sem Peter Novak, direktor podjetja Curaden Slovenija. Praktično je naše podjetje sicer locirano v Švici, predano temu, da delamo vse stvari z željo po preventivi. Imamo veliko cilje, da bi nekako z ustrezno oralno higieno zadržali stalne zobe do smrti. Tako da smo predani temu k preventivi že več kot 30 let. In zato smo tudi v tem projektu mi prepoznali, da bi bilo zelo dobro, da zraven to sodelujemo. Tomaž? Mi smo v bistvu že v prvi akciji, mislim, da bo leta 2021, smo kot klinika DMD sodelovali jaz in kolega in potem tudi naslednja leta, tudi 22, 23, 24 in seveda tudi letos se temu pridružujemo. Ker ustna higiena je osnova za kakršnokoli delo v ustih, kot je že Peter rekel, za ohranjanje samega nasmeha, samih zob. Po drugi strani pa tudi, če hočemo mi narediti še nekaj več, če hočemo tudi polepšati nasmeh, osnovna higiena mora štimati. Pa verjetno tudi, da ste v ambulanti izobrazili toliko ljudi o njihovem ustnem zdravju. Tako, vsako leto je prišlo nekje 10 do 20 pacientov pogledati, kakšno je stanje v njihovih ustih, smo jim razložili,
potem so pa šli bodisi svojim zobozdravnikom, nekateri so tudi ostali pri nas, nekateri so pa še šli po kakšno drugo mnenje oziroma so gledali različne pristope. Gregor, vi ste se tudi pridružili temu projektu letos. Da, mi sicer neposredno v projektu ne sodelujemo, ga pa podpiramo. Razlog je zelo podoben, kot je povedal Peter v štartu. Nas zelo skrbi, da je stanje zobovja po merjenju, koliko zob ostane starejšim v čeljustih, zelo slabo. To izkazuje v bistvu vseživljenjsko slabo skrb. In preventiva se ne izkazuje zgolj pri zobeh, ampak dejansko se tiče celotnega telesa. Se pravi, kot zveza pacientov si želimo ne vedno več pacientov, zato da bi imeli vedno več članov, ampak si želimo, da pacienti ne bi zboleli, oziroma če že zbolijo, da znajo vzdrževati čim boljše stanje tako zobovja kot vseh ostalih delov telesa, in stvari tukaj so povezane. Tako da način, kako to dela odbor za zobozdravstvo. Hvala. Kdaj ste bili nazadnje pri zobozdravniku? Jaz januarja. Jaz osebno prejšnji mesec. Konec julija. Torej, skrbite, da vsako leto obiščete zobozdravnika. Lepo. Letos je pravzaprav že 3. leto, odkar organiziramo dneve odprtih vrat, se pravi, da pacienti se elektronsko lahko naročijo in brezplačno obiščejo zobozdravnika. Eden od ciljev tega projekta je seveda bil, da bi omogočili čim večjo dostopnost do zobozdravstvenih storitev in do čim širšega znanja o ustnem zdravju in o zaveščanju seveda pacientov. Tudi v tem pogledu, da si tudi sami se naučijo samo pregledovati usta, kar je zelo pomembno. Kazalniki recimo nacionalne raziskave o zdravju kažejo, da ljudje pravzaprav obiščejo zobozdravnika predvsem tedaj, ko potrebujejo pomoč. In delež preventivnih teh obiskov pa je dejansko zelo, zelo majhen. Mogoče, Tomaž, sodelovali ste seveda v obeh preteklih letih. Kakšne so vaše izkušnje, kakšni pacienti pravzaprav obiščejo ambulanto in ali imate občutek, da ste pripomogli nekaj k dvigu zavesti ustnega zdravja, vsaj v tem svojem okolju? Definitivno smo. Ne pri vseh. Lahko bi recimo paciente razdelili nekako na 3 skupine. Tisti, kateri so prišli. Eni so bili že zelo zaskrbljeni, se pravi, imajo že nekaj časa težave, pa mogoče ne dobijo osebnega zobozdravnika, pa na ta način potem vidijo, kje so. Potem je bila druga skupina pacientov, ki so bili mogoče celo pretirano skrbni za svoje zobe, ko se bojijo, da je nekaj narobe, in so šli isti dan, to je zanimivost, je šla isti dan ena pacientka s 7 različnim zobozdravnikom po isto preveriti, da če bomo vsi isto povedali. Tako ne vem, ali je bolj ona testirala zobozdravnike ali svoje zdravje, to ne vem, ampak je pa taka ena zanimivost. Po drugi strani je pa tudi kar nekaj pacientov, ki dejansko redno hodijo k zobozdravniku, pa jih je ta akcija spodbudila, da je že 1 leto mimo, dajmo se spet malo pokazati, pa da vidimo, kje smo. Okay. Vemo, da imamo v Sloveniji dejansko velik problem dostopnosti do zobozdravstvenih storitev. Še posebej, ker je košarica zobozdravstvenih storitev tudi usmerjena predvsem v odstranjevanje posledic, ki jih naredijo ustne bolezni, ne pa v preventivo. In pa seveda, lahko bi rekli, tudi zdravljenje. Kako to komentirate in kje vidite vi problem v tej dostopnosti, mogoče Peter? Ja, zdaj, mi že po eni strani vidimo to, da ljudje po eni strani kar pričakujejo pri stomatologu, zdaj mi bo on pomagal, ko imam težavo, to bo vse zastonj. Po drugi strani tudi mi dobivamo feedback od pacientov, vaši izdelki so dragi, tudi če so švicarski, so dragi. Čeprav mi vemo, da tista ščetka, 4 ščetke na leto v primerjavi z nekim hudim posegom praktično ne stane nič. Tudi vemo, imamo podatke za druge države, v Švici praktično lahko vi za zdravstveno zavarovanje plačujete po 1000 evrov mesečno,
pa vseeno so pri stomatologu stvari vse samoplačniške. Tako da tukaj vemo, da je na eni strani vse to za paciente obremenilno, po drugi strani pa vemo, če je pravilna, kvalitetna oralna higiena, na dolgi rok je tudi drugih težav manj. Danes vemo, tako kot ste rekli, gospod Gregor, mislim, iz ust marsikake stvari, in je diabetes težava, kardio, danes že vemo povezavo s slabo oralno higieno. Recimo en tak podatek je, da je prevalenca brezzobosti po 20. letu starosti pri nas kar 16,16%. Gregor. To pomeni 16,6% bi pomenilo, da manjka 1/6 zob, sem prav razumel? Po 20. letu starosti zajema se pravi celotno populacijo od 20 naprej. Ampak ta kazalnik tudi pokaže, da v bistvu imamo brezzobost prisotno očitno tudi pri 21 letih. Ja, sej, to je enako, kot sem prej povedal. Pri zobeh je pravzaprav to zelo lahko zmeriti. Kako pa zmeriš, kakšno je stanje kondicije drugih delov telesa, oziroma kako pravzaprav meriš, kako se prehranjuješ, kako se giblješ, a si pravzaprav tudi socialno primerno vključen ali tvegaš, da boš takrat, ko bo prišlo do neke krize, osamljen in ne boš imel pomoči, si ne boš znal pomagati, se ne boš znašel. To so vse te neke dileme. Zdrava družba mora te stvari naslavljati. Ena misel ob tem je ta, družba je toliko dobra, kolikor zna poskrbeti za svoje najšibkejše. Ni pa nujno, da za najšibkejše skrbi tako, da recimo za njimi meče denar, če lahko malo karikiram. Ampak pravzaprav je treba za vključenost poskrbeti na začetku. Zaradi tega izobražujemo otroke, zaradi tega imamo razne preventivne programe, zaradi tega pač delamo na tem, da se neke nove stvari naučimo. In to so tiste stvari, ki bi si jih mi kot pacienti želeli več v zdravstvenem sistemu. Se vam zdi, da recimo, ko vidimo osebo, ki je delno ali popolno brezzoba pri 30 letih, je to družben problem? Ja pa ne. Se pravi, ni vse odgovornost družbe. Zelo pomemben del je, da družba ne more dobro funkcionirati, če ne znamo prevzemati svoje lastne odgovornosti. Se pravi, zdaj pač govorimo o proporcijah, 1 na 1000, 2 na 1000, 3 na 1000 je problem teh vsakega od njih, zaradi tega, ker je res bil neskrben. Če se nam na 1000 pojavi 100 takšnih, potem imamo pa hud problem. Tako da moramo znati pravzaprav pretehtati te zadeve in oceniti, kako bomo z celostnimi programi, ki se tičejo tudi načina razmišljanja, drugih aktivnosti, kako bomo pripeljali do tega, da na koncu bo nekdo res zamenil ščetko 4-krat na leto. To je na nek način zadnji kazalnik, seveda je potreben, ampak gre za način razmišljanja, gre za to, kaj pravzaprav mi želimo od te družbe, kaj želimo od svojega življenja. Torej, ustne bolezni so kronične nenalezljive bolezni, spadajo v skupino bolezni, ki so dejansko močno socialno-ekonomsko pogojene. Zdaj, Tomaž, vi seveda delate v zasebni kliniki, kako gledate to iz vašega vidika? Jaz mogoče imam res nek tak specifičen nabor pacientov. Po eni strani imamo paciente, ki imajo mogoče boljšo ustno higieno, so več dajo na zobe, če po domače povedamo, Po drugi strani je pa tudi kar nekaj pacientov, ki pa na nek način niso našli svojega prostora v javnem sistemu in imajo zelo slabo higieno oziroma tudi zelo slabo zobovje. In potem res moramo se vsakemu posebej prilagoditi, vsakemu posebej stvari razložiti, tudi delati za vsakim drugače, ker tudi ljudje eni slišijo na nek način, drugi na drugi, eni se hitro, odzovejo tvoji pomoči, te upoštevajo tvoja navodila, po drugi strani pa je enim potrebno večkrat povedati, oziroma včasih, če pove kdo drug, zobozdravnik ali pa zdravnik, včasih je kakšna stvar bolj zaleže. Tukaj lahko poznam enega v naši vasi, ko je v bistvu imel težave to nima veze z zobmi, ampak imel težave z počenimi rebri in so mu vsi rekli, svojci, pojdi zdravniku, pa rekel, ne grem.
potem pa mu mesar rekel, da lejte, če ne greš zdravniku, en moj pujs je tako umrl, ne. Po je pa šel, tako da je tudi odvisno, kdo, kako vpliva na vsakega pacienta. Ja. V redu, zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje na primer namenja nekaj čez 300 milijonov evrov prav za zobozdravstvo. Se vam zdi, da so ta sredstva zadostna, učinkovito porabljena, ali da je to premalo denarja? Kakšen imate vi občutek, kje smo v državi? Jaz lahko... Glede na to, da se neprestano ste v stiku z higieno, mislim z ustnim preventivom. Generalno bi jaz, recimo z teh podatkov, ki jih imamo, ki so tudi javno dostopni, ali govorimo Nielsen podatki ali IQVIA, mi dejansko v Sloveniji vidimo, da je še zmeraj poraba ščetk na odrasle Slovence premajhna. Če nas je 2,1 milijona, bi nekako prek palca rekli, 8 milijonov ščetk bi naj bilo v Sloveniji porabljenih, pa jih ni, nekaj čez 5 milijonov. Recimo iz tega stališča tukaj nekaj delamo slabo. Po drugi strani je pa mogoče, težko rečem, ali je ta preventivni denar dobro porabljen. Jaz lahko edino to rečem, da naš Curaden Mother Company, Curaden AG, že sodeluje z WHO in WHO ima prav cilj, da naj bi do leta 2030 probal z tistimi državami, ki so najbolj pripravljene za take stvari, nameniti 3% svojega zdravstvenega budžeta v preventivo. In tukaj je oralno higiena na prvem mestu. Da če bomo mi Slovenci med njimi, bi bilo super. No. Da v svojih ambulantah dejansko pridemo do te točke, kjer se gre dejansko v to smer, se mi zdi, da na te podatke, ki obstajajo, je potrebno zelo veliko energije, da se vzpostavi nek primeren nivo ohranjanja ustnega zdravja, da bi lahko kasneje govorili le še o majhnih usmeritvah, kako nadaljevati. Zdrav nasmeh, ki je predvsem zrcalo našega sistemskega zdravja. Tomaž, mogoče bi spregovorili kaj o tem delu, se pravi, kako v bistvu naše ustno zdravje, kako naše sistemsko zdravje se prokaže skozi naša usta in kako v bistvu naša usta lahko bistveno poslabšajo naše kronične bolezni, ki jih pač dejansko imamo. Tukaj mogoče najbolj taka znana povezava med parodontalno boleznijo, se pravi boleznijo dlesni in obzobnih tkiv in z sladkorno boleznijo. In tudi število pacientov je teh, ki imajo hujšo parodontalno bolezen, nekako podobno kot število pacientov z sladkorno boleznijo. To je neka taka najbolj znana, ampak je pa še ogromno drugih zadev. Recimo zobozdravniki lahko vidimo, da ima pacient težave z refluksom, z želodcem in se potem to pokaže na zobeh. Tudi kakšne okužbe, bodisi virusne, bakterijske, se marsikaj daj vidijo najprej v ustih, potem pa šele drugje v telesu. Po drugi strani pa tudi kakšne hujše zadeve, kot je rak ustne votline, lahko ravno zobozdravnik prvi opazi in recimo preventivni pregledi tudi temu posvečajo neko pozornost. Ni preventivni pregled samo, da iščemo neko novo luknjico, iščemo nov karies, ampak pogledamo pacienta bolj celostno, seveda bolj fokusirano na usta, ampak dostikrat tudi ti preventivni pregledi pomagajo, ker pacient večkrat hodi k zobozdravniku kot pa osebnemu zdravniku. In včasih tudi zobozdravnik opazi kakšno stvar, katera sploh nima veze z zobmi, katera sploh pacient niti ne ve, da ima to težavo, pa potem šele zobozdravnik ga opozori in ga pošlje k osebnemu zdravniku. Ustne bolezni pravzaprav povezujemo z nižjo porodno težo, potem prezgodnjo smrtjo starostnikov v DSO-jih, recimo zaradi aspiracijskih pljučnic in so številne druge zadeve. Kar je najpomembnejše je to seveda, da na ta način dodatno povzročamo stroške v zdravstveni blagajni in dejansko samo še pospešujemo razvoj drugih kroničnih bolezni.
Se vam zdi, da je v družbi pravzaprav dovolj izpostavljen problem ustnih bolezni, glede na to, kako velik pomen mu pripisuje recimo Svetovna zdravstvena organizacija in danes vedno bolj tudi druge države članice Evropske unije? Bi jaz odgovoril? Ja. Očitno, da ne. Moram reči, mene je zelo presunilo pred časom, ko smo se pogovarjali, in prebral sem v strategiji na področju zobozdravstva, ki ste jo pripravili tu, pač ta primerjalna tabela, kje smo z zobmi v Sloveniji, in videti Slovenijo v bistvu na Govorite o indeksu zobljenosti pri 80 letih. Da, o tem. In videti pa Slovenijo na repu, ne, teh držav, je to ena stvar, ki nas zelo zaskrbi. Tako kot nas skrbi, da sicer Slovenija po življenjski dobi, recimo, da je tam nekaj v povprečju, ne, po številu zdravih let pa ne. Se pravi, da šepamo v zdravih letih, se pravi, na nek način dano nam je povprečno število let, vendar bolehamo. In bolehanje ni kakovost življenja, ne. Včasih se malo pošalim, da imamo najlepšo parcelo na svetu, ne, živimo pa ne glih tako, kot da smo na najlepši parceli, ne. To je že malo stvar karakterja, ne, ker zelo radi poiščemo notranji spor, namesto da bi iskali, kako lahko sodelujemo, pa naredimo morda navzven nekaj več. In primerjava Slovenije, ko si tretji med 27 državami, kolikorkoli jih je že bilo, tam je znak, da morda je potrebno nekaj narediti. No, vedno se spomnim na to primerjavo. Ja, me kar presenetilo, ne? Sem mislil, da smo boljši. Ja, podatek Svetovne zdravstvene organizacije pravi, da imamo 8 zob v ustih pri 80 letih. Ta kazalnik je bil razvit že v letih 91 in cilj Svetovne zdravstvene organizacije je bil, zdaj nisem popolnoma prepričan glede letnice, ampak da okoli leta 2000 bi mogli imeti vsaj 20 zob v ustih pri 80 letih. Recimo Švedska je ena taka, ki je to v Evropi zelo hitro uspelo, vendar predvsem z načinom, da so krepili preventivo in jo širili tudi po 20. letu. Ja, to, mislim, 20 zob je nekako, rekel, minimum za neko polno življenje, a ne. Tako da zdaj nekoč so rekli, da jim pri 80, da so ljudje že precej stari, zdaj v bistvu je to šele, so dobro začeli prejemati pokojnino, tako da mislim, da je pomembno, da tudi, rekel, polno živijo, a ne. In da ohranjamo vsaj 20 zob v ustih je izrednega pomena, pa tudi recimo, če se pa slučajno zgodi, da tudi kak zob zgubimo, da ga potem tudi kasneje čim prej obnovimo, da ga dobimo nazaj, bodisi z vsadkom ali mostičkom, ker če ne, to vodi kot neka kaskada, da gre stvar še na slabše, a ne. Zgubimo še sosednje zobe in smo hitro potem na 8 zobeh namesto 20 pri 80. Peter, vi tesno sodelujete z industrijo v preventivi Evropi na področju zobozdravstva. Lahko z nami delite, kakšne so vaše izkušnje, ali pa če poznate primere dobrih praks tudi v drugih državah, kakšno so znanja na tem področju, se pravi iz vaše perspektive, in kako se vam zdi, da gledajo na to preventivo v drugih evropskih državah? Zelo dobro vprašanje. Ja, moram priznati, da praktično Curaden AG v globalnem smislu podpirajo ene delavnice, ki se imenujejo ITOP. To je sicer individualni trening oralne preventive, oralne profilakse. To je dr. Zedelmajer bil prvi, ki je te delavnice organiziral, kjer je praktično stomatologi, druge stomatologe učijo o pravilni uporabi nitke, medzobnih ščetke, tudi o pravilni uporabi ustnih vod, vseh takih izdelkov z enim samim ciljem, imeti vse zobe pri smrti. In iz tega stališča vi ostale države, recimo v Evropi, pa ne samo v Evropi, zdaj že imamo praktično našo firmo prisotno v 97 državah, ne.
vidimo, da tam, kjer so ta znanja res implementirajo v lokalna okolja, ne, tam je praviloma tudi res oralna higiena na visokem nivoju. Vedno je pol povezane z nekaterimi ljudmi tam na tistem področju, ki to sprejmejo, in potem to nekako drivajo naprej. No. In iste take primere imamo recimo tudi lokalno v Sloveniji, kjer imamo neke lise, kjer to res ljudje delajo z izjemno energijo, res so predani takim stvarem in so rezultati izjemni. Se pravi, potrebujejo veliko časa in energije pravzaprav, posledično nekih sredstev, da se tako tudi, naša sredstva, da se dejansko nekako to zrealizira. Da se potem pozna rezultat, ne? Nadpomenka vsemu temu v bistvu bi bila recimo zdravstvena pismenost, ne? Se pravi, to naj bi obsegala znanje, motivacijo in kompetence posameznikov za dostopanje do samih zdravstvenih informacij. Gregor, kako vi imate konstanten stik s pacienti? Kakšna se vam zdi zdravstvena pismenost v Sloveniji? Pravzaprav je izmerjeno nizka, ne? Ja. NIJZ redno izvaja te meritve in mislim, da se ocenjuje ta zdravstvena pismenost v 5 stopenj in stopnja 1 in 2 je več kot polovica prebivalcev, ne? To pomeni, da ko dobi v roke napotnico, skoraj da ne ve, kaj naj bi z njo naredil. Ne? Morda malo pretiravam, je treba natančno pogledati metodologijo, ampak te zadeve se da pogledati. Se pravi, zdi se mi, da je Če karikiram, to ravno tako, kot če damo pacientu v roko ščetko, pa ne ve, kaj bi z njo počel. To je dobra, zelo dobra prispodoba. Kar mi zagovarjamo seveda je, da se je treba s tem soočiti. Se pravi, mogoče je neposredno na paciente, češ, vi ste pa slabi, da ne uporabim kakšnih drugih pridevnikov, ampak predvsem skrbeti za to, da je tudi sistem prijazen uporabniku. Ne? Če grem še v drugo primerjavo, velikokrat nas na polju pismenosti, ko se proučuje funkcionalna pismenost, ne, pravzaprav sprašujejo, kako nekdo zna prebrati vozni red ali pa izpolniti nek formular na upravni enoti in tako naprej. Premalokrat se pa vprašamo, a je vozni red smiselno napisan, a je formular dobro sestavljen. In ena od značilnosti tega, kar počnemo v Sloveniji, je, da izjemno hitro, ko se pojavi neka izjema, neko odstopanje, si kreiramo pravilnik, si kreiramo formular in tako naprej, ne razmišljamo pa o tem, da morda smo s tem dejansko zakoličili napačno vedenje. In se zelo hitro iščemo to malo berglico v tem, da bi potem na ta način počeli stvari. Tisto, kar nam manjka značilno, je, da bi skozi medsebojno podporo, pomoč, kako bi ti rekel, v pacientskih organizacijah je tipični programi, ki za to skrbijo, so pomoč pacientu. To je absolutno premalo izkoriščeno. Bolje, da nekdo, ki ima isto izkušnjo, pomaga pacientu, ki se je pridružil potem v bolezni, možganska kapsula, tkorna bolezen, karkoli že, kot pa da na zalogo učimo ljudi, ker na zalogo učenja je včasih preveč. Pravzaprav tega smiselnega znanja danes, ne, je v poplavi informacij. Na nek način je ta razmerje med, reče se, signalom pa šumom, šuma je vedno več, signala je vedno manj. Kdaj je signal bolj prisoten? Takrat, ko dobiš v pravem trenutku servirano pravo informacijo. Zaradi tega si želimo biti v stiku z zdravniki, z strokovnjaki in iskati pravzaprav načine, kako naslovimo specifične situacije, ki se pojavijo, zato da lahko pomagamo. No, recimo umetna inteligenca na tem področju je recimo zelo dober support, vendar ali jo znajo naši pacienti primerno uporabljati ali je pač namenjena zgolj samo zapolnjevanju nekih vrzeli. Kaj bi rekel? Ja, to ima zelo priljubljeno vprašanje o umetni inteligenci, zaradi tega, ker je metafora, ki jo uporabljam, je, da se moramo paziti, da ta umetna inteligenca ne postane umetna neumnost. Ne? Zaradi tega, ker je ena izraz, ki se uporablja, je parroting, ne? Se pravi, ta sindrom papagaja. Ne? In umetna inteligenca ne samo, da dobro povzame stvari, ki jih je nekje prebrala, vire, ampak se izjemno dobro prilagaja tistmu, ki upisuje
zahtevke, se pravi agresiven prompt. No, jaz jo recimo vidim tako, ko zaključiš recimo delo v ambulanti in pacientu rečeš, pa glejte, da boste dobro ščetkali zobe in se naslednjič vidimo. Nihče pa ne razloži in ne pove, kako in na kakšen način, ne. Kajti v tem pogledu je pa potreben osebni stik, nastavitve in podobno. V smislu umetne inteligence ste pripravili tudi pri podjetju aplikacijo, ki je nek guide pacientom za higieno, in jim tudi vizualno predstavlja nekako primere, kako pogosto ščetkati. Kakšni so rezultati uporabe tega? Sledite kaj te aplikacije? Ja. To praktično moramo priznati, da Slovenija je znotraj naše cele grupacije, poleg Južne Afrike, smo prvi, ki smo to aplikacijo dobili. V prvem mesecu se je res ogromno pacientov se že prijavilo na to aplikacijo. Tudi opažamo, da praktično v tej aplikaciji je noter 80 različnih težav, kako jih reševati, ne. In to ljudje, zdaj vidimo, kdo to lepo v miru prebere, na koncu tudi izpolni test, ne. Ker je taka aplikacija narejena, da moraš praktično test rešiti, da te spusti naprej. Ampak a se vam zdi, da je to dovolj? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da še zmeraj morajo biti res kvalitetni obiski, preventivni pri stomatologih. Ustnih higienikih mogoče? Ja, higienikih, točno tako. Tudi dejansko, ampak to mora iti po mojem res z roko v roki, ne. In tudi dejansko mora tam kvaliteten poduk dobiti pri vas, ne, pri higieniku. To mislim pa, da bi to že bila pa pol kar dobitna kombinacija, ne. Ampak Ja, recimo zanimivo je, da večina pacientov misli, da ščetka dovolj časa. Že čas, ja. Recimo vsi vejo, 2 minuti moram ščetkati. Ampak 2 minuti sta zelo dolgi. Če nimaš nekega časovnika, ki ti to meri, a ne. Zdaj jaz recimo manjšim pacientom rečem, daj si najljubšo pesem, pa medtem ko pesem igra, si ščetkaj zobe, da ima nek občutek, a ne. Oziroma starejšim bodisi, da si dajo nek opomnik ali pa določene ščetke imajo tudi že vgrajene timerje, a ne. In da dejansko ščetko tudi dovolj časa uporabljajo, ne. Lahko jih tudi oni, če jih, ne vem, 6 ščetk zamenjajo vsako leto, če ni ona pravilno uporabljena, če ni dovolj časa, v bistvu na vseh zobeh pravzaprav tudi uporabljena, ker marsikdo si sčisti samo, bomo rekel, sprednje ploskve, se pravi, ostane več kot polovica ust neočiščena, sploh pa, da ne govorimo še o čiščenju medzobnih prostorov, a ne, kjer je pa še 40% ploskev, kateri moramo očistiti, a ne, tudi tako da, tudi najboljša ščetka, če nima še dodatnih pripomočkov, kot so nitka ali pa medzobna ščetka, pač ni dovolj. Si vi zobe umivate samo v kopalnici ali še kje drugje? Jaz osebno si tudi kdaj na rdečem na semaforju. Imam ščetko v avtu. Mislim, pri meni je prvo, ampak zdaj nazadnje je bilo pa na letališču, mi je bilo hecno, ne, ker letiš čez noč, bil sem drugje, na drugi celini in zmanjka, mislim, začutiš in moraš si ščetkati. Potem izkušnja ščetkanja na letalu, vse je nekaj drugače, ker si vajen, v hotelu si vajen, doma si vajen, ne, ker si pa v tistem majhnem prostorčku noter je pa skratka ne, samo v kopalnici. Samo v kopalnici. Ne, pred rdečo lučjo ne. Jaz tudi, če sleda v kopalnici, ne, ker samo sicer uporabljam električno ščetko in tudi mogoče malo bolj šprica okoli, ne, pa se mi zdi, da ni tako primerno. No, ampak tukaj mi spodbujamo ljudi, da bi zobno ščetko, pa zobne ščetke vzeli tudi ven iz kopalnice, ne, samo kopalnice. Pa ti res mislim to pred rdečo lučjo? Občasno, če pač ugotoviš, da je premalo bilo zjutraj časa, imamo avto ščetko, ja. Okej. Ja, ne vidim, zakaj ne bi. Čak, to je enkrat na teden ali enkrat na... Po potrebi. Po potrebi. Semafor je dosti Ljubljana. Poanta je v bistvu v tem, da je že cel ta ritual v bistvu za nas dokaj intimen ritual, se pravi, počnemo ga samo v kopalnici in nikjer drugje, se pravi, tudi ustno zdravje kot tako je za pacienta zelo v bistvu intimno. Pogled v usta je v bistvu zelo intimen. Ko pride k zobozdravniku, ko pacient odpre usta, a ne, v bistvu pokaže marsikaj, ne. In v bistvu tudi tukaj, a ne, bi morali spregovoriti več o tem momentu, zakaj v bistvu
to ni nič narobe in zakaj pač mogoče se sprehajaš po Čopovi, vzameš ven ščetko in si še poščetkaš kočnik, ker se ti je zataknila hrana. Ampak to je družbeni koncept po moje, ne? Ne vem. Ja, jaz bi se to kar strinjal. Ne vem, če to poznate, največji porabniki zobotrebcev, kdo so na svetu? Norvežani. Pri njih je čiščenje hrane po vsaki hrani. Ja, pri nas se moramo skrivati, ne? Ja, pri njih je pa to nekaj normalnega. Ja. Tako da v bistvu vse te informacije, ki smo jih danes nekako povzeli, si želimo, da skozi te brezplačne preventivne preglede nekako pridejo skozi naše ambulante do pacientov in da jih nekako zmanjšajo ta strah vstopati v ambulante, v neke prostore, kjer pač običajno zaradi potrebe, ki jo obiščejo, doživijo mogoče negativno izkušnjo in je to razlog, zakaj pogosto tudi ne pridejo na preventivne preglede in da se v bistvu lahko navadijo, da pridejo k zobozdravniku na pogovor in samo na pregled, kar je nekaj povsem običajnega, tako kot uporaba ščetke mogoče na javnih mestih, a ne, v družbi. Torej, to vprašanje sem si res napisal, Gregor, kako pravzaprav ti vidiš v prihodnosti pri nas opolnomočenje pacienta? Ja, to je ena treh naših ključnih točk. Se pravi, vsem si bom sposodil, da povem, kaj počnemo. Se pravi, eno področje kakovost in varnost, drugo je dostopnost in enakopravnost, tretja je pa osveščenost in opolnomočenje. Opolnomočenje preprosto pomeni, da v določeni zdravstveni situaciji poznaš možnosti, da nisi potisnen nekam, bom tako rekel, v slepo ulico, da veš, da pravzaprav se, na primer, z zdravnikom imaš pravico pogovoriti, pa tudi, recimo temu, dobri zdravniki, pa ne bi govoril, da sicer zdravniki niso dobri, da so se pripravljeni o določenih zadevah pogovoriti. V praksi velikokrat sicer nanese, da mogoče ni časa in tako naprej, ampak je ta želja v pacientu, da razume določene stvari, je prisotna. Želimo, da se to zadovolji. Ne more pa pogosto tega zagotoviti nekomu, ki je prestrašen, paničen in tako naprej, odgovoriti na vsa vprašanja. Tukaj pa trdimo, da je en del tega opolnomočenja lahko tudi skozi oporo, ki jo nudijo društva pacientov, ker pač mi združujemo društva pacientov in smatramo, da je ta naš prispevek očiten en tak kazalnik, da povem. Društvo pacientov na leto izvedemo, prešteli smo se, kategorizirali, kakšne storitve upravljamo. Gre za 38 društev, ki so dala podatke, govorimo o 600,000 storitvah. Ni tako malo, smatramo, da bi bilo možnosti tukaj še precej več. Pacienti znamo zapolniti mogoče nekatere vrzeli, ki nastopajo. Včasih je težko iti pravzaprav od zdravnika do zdravnika, ker se velikokrat ljudje ne čutijo kompetentne, jih je strah, imajo strahospoštovanje. Pacientske organizacije delujejo veliko bolj, recimo temu, manj v odnosu zdravnik-pacient, pa bolj kolegialno na nek način. Ne? Tak odnos med zdravniki seveda običajno je. Mi pa želimo pravzaprav skozi ta skupen imenovalec težava pravzaprav pomagati. In na tem je treba delati. In se zelo trudimo, da bi te mreže tudi delovale in da bi delovale vse te aktivnosti, ki jih izvajamo. Peter? Ja, mislim, pa na eni strani tudi to, tudi prej, Curaprox.si, tudi tam mi želimo združiti v tej aplikaciji tudi kontakti stomatologov, ne? Mogoče pa dobra ideja, da mogoče bi še bilo pa kakšni kontakti, kakšnih društev. Morda? Ja. Morda. Ker mi je ta ideja všeč, ne? Mogoče skozi društvo ljudje se tu lažje sprostijo, ne? Bi pa definitivno se strinjal tudi z vami, recimo najbrž bi mogli vsi skupaj kot družba zmanjšati ta strah, da pride k stomatologu, ne? Ampak povečati to željo, ja, želim iti tja, ne? Tako imaš željo, da avto pelješ na servis. Tukaj je mogoče tudi ta zanimivost, ne, da pacienti, ko pridejo k nam, itak večina ljudi se boji zobozdravnika, ne, tudi sam nisem nič boljši, ne,
pač noben ne gre z veseljem k zobozdravniku. In dostikrat recimo vidim, če slučajno je pacient na stolu, se mi nekaj pogovarjamo, pa potem jaz moram, bodisi, ne vem, me kliče en drugi pacient, grem v sosednjo sobo in se v tem času, teh mogoče minut pa dveh, se pacient poveže z asistentko, se z njo pogovori in vse stvari, katere sem mogoče jaz povedal, pa sem pravilno povedal, ampak pacient potem čisto drugače razume, a ne. Pa vem, da si jaz vzamem ogromno časa, ker pač me, bom rekel, zavarovalnica ne priganja, a ne, da bi moral nekaj hitro delati, a ne. In tukaj jaz res vidim ogromen potencial v naših asistencah oziroma v higienikih. Tako, celoten tim, da se posveti pacientu, ne samo, da je ta komunikacija enosmerna s strani zobozdravnik pacient, ampak da je bolj to nekako dvosmerni pogovor oziroma nekaj takega, kot imamo mi zdaj. No, današnji podcast bomo počasi zaključili z povabilom pacientom, in sicer 10. oktobra na dan odprtih vrat zobozdravniških ambulant. V tem trenutku je objavljenih na spletni strani preko 400 prostih terminov. Določene ambulante se še priključujejo k tem dogodku, tako da se lahko tam prijavite preko interneta. Kot povabilo pa dam vsakemu še zaključno besedo. Peter? Ja, jaz mislim, da bi to, mogoče bi bilo dobro, da bi tak dan odprtih vrat bil večkrat v letu. Ne? Kot ideja. Ampak zelo pohvalna. Okay. Ja, nekje je treba začeti, ne? Tudi najprej enkrat na leto, ne? Ampak ja, mogoče bo res idealno, mogoče 4-krat na leto, pa tudi, če res to enkrat na leto, vprašanje, če imajo ljudje ravno takrat čas, a ne. In letos to pride, mislim, da na petek. 10. oktober, petek. Petek, a ne. V Sloveniji, to sem v bistvu v tujini izvedel, ne, ker dosti potujem, da je v Sloveniji zelo težko dobiti zobozdravnika v petek popoldne, ker ni noben skoraj da ne dela, a ne. In je mogoče tudi ena ta, bom rekel, ovira na nek način, ker dopoldne so pa večinoma ljudje v službah, a ne. In zdaj mogoče tisti ljudje, kateri so v službah, pa nimajo trenutno nobenih težav, se pravi, da jih nič ne boli, se mogoče tega ne bodo toliko udeležili, a ne. In če bi bilo to recimo večkrat, oziroma tudi da je popoldne, a ne, bi bil mogoče res ta izplen še boljši. Vsekakor pa vabljeni vsi 10. oktobra. Jaz ne bi šel v tej smeri, tako da bom šel čisto v drugi smeri. Predlagam, da je to samo enkrat na leto. Zakaj? Zaradi tega, ker je pozornost ena najbolj redkih dobrin danes, ki jo imamo. In več kot s tem, da dobite pač, ne vem, 400 terminov in tako naprej, dobite s tem, da se javnost zaveda, da je to potekalo. In če bo teh dogodkov več, je nevarnost, da razvodenijo. Se pravi, danes tja, kamor si usmerjen, tam lahko recimo nekaj prodaš, nekaj poveš in tako naprej. Tako da mislim, da je ta bitka za pozornost je tista, ki jo pravzaprav tudi s takim podcastom na nek način ji strežemo. In zaradi tega ni nujno, da je dobro, da delaš večkrat na leto, samo kot nasprotno mnenje. Ja, jaz bi torej sklenil danes, spoštovani slušatelji, prevzemite nadzor nad svojim ustnim zdravjem in si izberite še prosti termin za obisk pri zobozdravniku 10. oktobra. Hvala.